Hej, dragi moji, jaz vam lahko samo tole rečem, da se mi je toliko stvari zgodilo, ne vem, kdaj smo se nazadnje videli prejšnji teden in da sem čist blown away, da sem čist spav, da ne vem, se mi zdi, da sem v nekem oblačku ali kjerkoli sem, ne vem, kjer, tako da res mi še ni popolnoma jasno, kaj se mi dogaja, ker enostavno ne znam, ne zmorem sprocesirati toliko vseh stvari, ko se mi trenutno dogajajo. V glavnem, zelo mi pišete, vsak dan mi pišete, postavljate mi vprašanja in tak naprej. Meni se je uresničila ena želja, ampak ne, da se mi je uresničila, ampak pač zdaj še ne moram o njej govoriti, ampak se mi je uresničila 1000-krat boljše, kot bi sploh lahko pričakovala. In včeraj se mi je pač to zgodilo in sem še danes čist sploh ne vem, kako sem tole zdaj sestavila. Pol grem spet na tole moj tečaj masaže, da bom lahko pol masirala, karkoli pač bom delala, ni pomembno. V glavnem, da grem na vaše vprašanja. Jaz sem si tole napisala noter, ogromno jih je, izpostavila jih bom nekaj. Zdaj jih bom prebrala, 1, 3, 4, ker približno grejo v enako rubriko, se pravi, kak iti iz vloge žrtve ven. Recimo prvo vprašanje je postavila ena gospa in zdaj tudi jaz napišem, da pa v videu odgovarjam. Zakaj imam občutek, da ljudje, ki ne brskajo po sebi, včasih živijo življenje in se ne poglabljajo, kako je? Je preveč razmišljati prekletstvo? To je eno vprašanje bilo od ene gospe, ki mi ga je poslala in zdaj bi jaz tako rekla. Se pravi, vsaka minuta, vsaka sekunda, ko date fokus na druge ljudi in se ukvarjati z drugimi ljudmi, ljudje božji, če bi se jaz z drugimi ukvarjala, jaz nikoli, nikdar ne bi bila tle, kje sem. Jaz imam strogi fokus na svoj cilj, kaj jaz želim, kaj jaz želim doseči v življenju, kako finančno stanje želim imeti, kaj je za mene svoboda, kaj je za mene zdravje. Jaz imam fokus na svojem cilju in sledim temu cilju in se ne ukvarjam z drugimi ljudmi. To je prvi korak, ko ga je treba narediti. Se pravi, vi, ko gledate življenja drugih ljudi, vi samo gledate, vi ne vidite, kaj se v njih dogaja. Vi ne vidite resničnosti, ko jo oni vse noč živijo. Pite vodo, voda je prvi pokazatelj, pite preden ste žejni. Se pravi, tu pokažemo telesu dovolj vsega, obilje vode je, obilje denarja, obilje zdravja, obilje ljubezni in prvi korak do tega, pač en pomemben korak je, da pijete dovolj vode. Se pravi, ali je preveč razmišljati prekletstvo? Odvisno, kaj razmišljate. Razmišljate to, kar vam ne služi, kako živijo drugi, kako se drugi počutijo, kakšna življenja imajo drugi ljudje, ko ne brskajo po sebi, ko se ne ukvarjajo s seboj, ko ne rastejo osebno in vi mislite, da gre njim boljš, ne? Ali razmišljate, kak je življenje čudovito, kak lep dan, kake ljudi sem včeraj srečala, kake povezave so bile, kako fantastično okolico sem videla, kaj sem včeraj videla, kaj vse se da narediti. Jaz se vidim sebe, kak predavam pred 500 000 ljudmi, jaz se vidim, kak podpisujem svojo knjigo, ko so najbolj prodajane knjige v Sloveniji, jaz vidim sebe, kak sem zdaj ta tečaj masaže fajn naredila in kak masiram, kak delam svoje terapije, kak sem jih podkrepila, kak sem jih poglobila, kake stranke čudovite k meni hodijo, zabavamo se, imamo lepe odnose, imamo prijateljske odnose, kak je življenje čudovito, ne? A vidite, odvisno, kaj razmišljate. In to, kar vi razmišljate, se pravi, so vaše misli, podkrepite z občutki, želeli ali ne, in s fokusom. Meni je fokus na to, kaj želim, meni je fokus na to, kaj se mi je včeraj fantastičnega zgodilo, meni je fokus na lepemu, na temu, kar jaz želim. V tem primeru, ali je razmišljati prekletstvo, je odvisno, kaj razmišljate. Če razmišljate,
življenje je borba, denar se težko zasluži, delati je treba cele dneve, otroci so tečni, mož mi gre na živce, kar naprej imam za pospravljati, kar naprej imam za kuhati. Vidite, kako prekletstvo, v narekovajih, kako težo si tu ustvarjate, kakva lahkotnost je pa v mojem razmišljanju. Ne? Tako da to mogoče za razmisleka. Ne? In če se imaš rada, če se ceniš, če se spoštuješ, pa razmišljaš lepe misli, ker lepe misli vplivajo na tvoje gene, na tvoje celice, na tvoje kromosome, na tvoje molekule, na tvoje počutje, na tvoj izgled, na vse. Drugo vprašanje. Zdaj bi pa to, kako v težkih trenutkih misliti pozitivno? Oziroma, zanj sem posnela video misliti prijetno in lahko se tu noter najdete. To pozitivno, negativno z mano ne resonira, se pravi, jaz bi rekla, da mislimo nekaj, kar nam je prijetno in mislimo na nekaj, kar nam ni prijetno. Po občutku gledam, ne pozitivno, da se jaz pozitivno počutim, ne vem, kaj je to, jaz se počutim prijetno ali neprijetno. Se pravi, to so pa občutki, čustva visokih in nizkih vibracij ali pa frekvenc, če želite. Ne? Zdaj bom še eno vprašanje prebrala, pa bom pa dala v bistvu na to oboje odgovor. Trudim se, da bi živela tako, kot recimo jaz živim, je bilo, ali pa tako, kot živi, ne vem, kdorkoli, ko je vaš vzornik, čeprav mi vedno ne uspe. Zakaj je lažje misliti negativno, kakor pozitivno? Fantastično vprašanje. Zakaj je lažje misliti negativno kot pozitivno in kako v težkih trenutkih misliti pozitivno, misliti prijetne misli? Zakaj je lažje misliti? Zato, ko smo navajeni, zato, ko si se navadil, zato, ko si se navadila. Navadili smo se tega, vadili smo, trenirali smo dobesedno negativno, neprijetno razmišljanje, težko življenje. Vadili smo dan za dnem, iz situacije in situacijo, iz otroštva se je začel poslušanje staršev, poslušanje novic, poslušanje česarkoli in to je postala naša realnost. Ob tej realnosti, ki jo trenutno živite, kjer je vse negativno, kjer je teža, kjer se ne da, obstaja nešteto paralelnih realnosti in od vas je odvisno, od vaših misli, občutkov in fokusa, v katero realnost boste vstopili. Jaz ne rečem, da ne rabimo vsakra pomoč, vsakra podporo. Jaz sem zdaj v fantastičnem programu I Love My Money od Petre Žagar. Zdaj, če gledaš ta video, Petra, te ful lepo pozdravljam, ful fantastična mentorca si in hvala ti za vse, kaj mi daješ. Se pravi, imam vodstvo, kako do več denarja. In meni se odpirajo take stvari, da če bi meni to en rekel, da je to mogoče, bi jaz rekla, zdaj bi rekla, ampak pred parimi leti bi pa rekla, ne, to je nemogoče, da bom jaz do takih ljudi prišla, da se bo meni začele take fascinantne stvari dogajati. Ok, gremo nazaj. Se pravi, vaše misli, vaši občutki, vaš fokus, se pravi, vaša smer vašega razmišljanja vpliva na vaše življenje oziroma vaše življenje, vaša realnost, vaša resničnost, ki jo trenutno živite, je posledica vaših misli, vaših občutkov in vašega fokusa. In čisto nič druga. Zakaj je lažji misliti negativno, pa težji pozitivno? Nič ni lažji, pa nič ni težji, ampak negativno misliti ste se navadili. Orang ste trenirali, vsak dan ste trenirali to, da imate zdaj to, kar imate in to živite. Če hočete v drugo realnost vstopiti, je treba trenirati prijetno razmišljanje. Trenirati. Na začetku seveda mu ne verjamete, ker kaj takega pa ni možen, da bi pa en bil vesel, pa srečen, pa nasmejan, pa da bi še imel fajn ženo zraven, pa fajnega moža, takega, ko si je cel življenje želel, pa da bi še imel full cash, pa da bi imel lepe obleke, pa fajni avto, pa da bi ga otroci poslušali, to se vam zdi nemogoče. Samo jaz vam pravim, iz izkušenj, iz tega, kar vidim, kar živim, kar me spremlja, da je mogoče, Ana, da je mogoče. In kako menjaš svoje prepričanje? Kako menjaš, gospa dotična, ko me je to vprašala, kako menjaš to, da je razmišljati
pozitivno teže kot razmišljati negativno. Spremembo fokusa, ker če ti misliš, da je razmišljati negativno laže kot pozitivno, kje ti je fokus? Fokus ti je na tem, da je razmišljati pozitivno težko. In ko mi rečemo, razmišljati pozitivno je težko, ja, mi dobimo težko. Jaz vam vedno rečem, življenje je fotokopirni stroj. Kar ga prosimo, naj nam da, on nam skopira, misliti pozitivno je težko, mi dobimo misliti pozitivno je težko. Začnite se prepričevati v nasprotno, se pravi, misliti pozitivno je lahkotno, misliti pozitivno je fajn, misliti pozitivno vsak dan mi bolj uspeva, da mislim prijetno, da mislim, karkoli je že za vas pozitivno, da mislim pozitivno, vsak dan sem bolj srečna, vsak dan sem bolj radostna, tu je en pomemben korak, ko se mu reče vizualizacija. Predstavljajte si sebe. Zdaj vam bom povedala. Imeli so skupino A, B, C so dali na tole, kako se reče, preizkus so delali. Ne? V skupini A so vse te 3 skupine so razdelili in so jih dali na košarkaško igrišče, pijte vodo, in so dali na košarkaško igrišče in so trenirali proste mete. Potem je ta trener rekel, skupina A vsak dan trenira 1 uro košarko, 1 uro meče proste mete. Vsak dan. Skupina B vsak dan vizualizira, da meče prosti met. Skupina C cel mesec ne pomisli na košarko, ne drži žoge v roki, se pravi, sploh nič ne razmišlja o košarki. Po enem mesecu so bili rezultati sledeči. Skupina A je bila 24% uspešna, se pravi, vsak dan je 1 uro vodila, metala koše, no, pač res je šla na igrišče in metala. Skupina C pač nič ni bilo, brez nič ni nič, brez akcije ni reakcije, ni posledice, ne. Skupina B, ki je vizualizirala vsak dan 1 uro, kak meče na koš, je bila 23% uspešna. Se pravi, 1% je bil sam razlike med skupino, ki je metala na koš, in med skupino, ki je vizualizirala. Vizualizirite, to je zelo pomemben, vizualizirite sebe, kako se vidite srečnega, vizualizirajte sebe, kako se vidite, koliko imate denarja, vizualizirajte sebe, kako telo želite, vizualizirajte sebe, kar v novi službi, vizualizirajte sebe z partnerjem, ko si ga želite, vizualizirajte svoje otroke. Tu je spet korak, ko se mu reče nova zgodba. Pa bom novo zgodbo, evo, bom pa za drug video postila, ker je veliko za povedati, da izpište si kaj, ko jaz govorim. Jaz spadem v kanal in bla, 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 ne? Vi pa si malo kaj izpište. Pisanje, jaz če vam zdaj tu pokažem, jaz imam vse popisan, same naloge delam, sam video poslušam, ful uživam v tem, zato ker vem, da mi bo življenje rekli, lej to, ta je pa vredna, da ji damo denar, ta je vredna, da ji damo biznis, ta je vredna, ker delam akcije, ker delam korake in logično je, da bo to moja posledica, to je čisto logično, ne. Se pravi, vaša realnost, vaša resničnost, ki jo trenutno živite, trenutno je posledica vaših misli, občutkov, prepričanj in fokusa. To je vaša realnost. In če želite karkoli spremeniti, če želite drugačno realnost, je treba vstopiti v drugo realnost. Kako odprete vrata druge realnosti? Ja, s tem, da začnete drugače razmišljati, da začnete drugače občutiti, da se začnete prepričevati v nekaj drugega, ker vi ste se zdaj sam prepričali v to, da je življenje težko, da je misliti pozitivno težko, da nimate denarja, da ste bolni in tak naprej. In zdaj se morate v nekaj druga prepričati. In prepričanju, ko ste prvič slišali butasta si, ko ste bili 2 leti stari ali pa tečnosti, niste verjeli. Ko ste pa 150krat slišali, da vam je en rekel, da ste tečna, ste pa začeli verjeti. Se pravi, v prepričanje ne rabite na začetku verjeti, druga so afirmacije, to bomo drugič. V prepričanje pa ne rabite, začnite se prepričevati v to, kar želite.
Se pravi, če boste dali fokus na ozdravitev, boste ozdravili. Če boste vi zdaj imate diagnozo rak, če date vaš fokus na to, koliko jih je umrlo za rakom, kaj rak povzroča, kaj se zgodi, kakva je smrt, koliko življenja še vam je ostalo. Vi date fokus točno na to, jaz želim umreti. Če date pa vi fokus na to, pa poiščete tiste, evo, temu le pa uspel, tele ženske pa uspel za nosi, to je bil čudež. Temu se je uspel, ne vem, rak želodca pozdraviti. Bom dala fokus na te ljudi, se pravi, date fokus na ozdravitev. In tak je v vseh primerih, čist v vseh. Se pravi, večina nas pa kreira, pa večina od vseh nas ima pa fokus na tem, kar ne želimo. Misliti pozitivno je težko. Tega ne želimo, Misliti, recimo, 10 kil imam preveč, 10 kil imam preveč, kak sem debela, nimam denarja, denarja pa res te zaslužiti, Jaz sem vam živi primer, da denar raste na drevesu in da denar pada iz neba. Jaz, ko grem jabolke rezati, jaz zato dobim denar. Se pravi, denar mi raste na drevesu. Zanj se mi zabije v rit, kako se reče to, ne rit, ne mi pomaga. V zadnji, ko se ti zabije v avto, jaz nekaj, to je prikriti blagoslov, to je prikriti blagoslov, to je prikriti blagoslov. Se s tistim človekom, jaz nekaj ne vredo je, ne rabimo nič pisati gor dol. On je rekel, gospa, niti slučajno, usedmo se, napišmo, in dela pri neki firmi, ko se ukvarja z okolicam, tako jaz. To je bila prva tisko meje. Vesolje, kje je še tu prikriti blagoslov, A vidite razliko, lahko bi pa, zaskaj si mi naredil, proklet butel, če si me avto stavku, kaj bom pa zdaj, nijam denarja, da to popravim, bla, 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 bla. Jaz sem pa rekla, kje je te prekriti blagoslov? Mi dva tis napišem, jaz grem na zavarovalnico, bla, bla, bla. Ta zavarovalničar meni napiše to, da je treba menjati. Jaz rečem, ne bom menjala, zato ker to je delovski avto, to imam zadelati. Čez noč meni tis, kar je bilo udarjen ven skoči, meni iz neba pade denar, toliko pa toliko. A vidite, da je mogoče, vam čist iz svojega življenja povem. Pijte vodo. Kak spremeniti svoj fokus? Treniraš, tako vsako stvar. Treniraš. Zdaj le mi ni ratal. Sem se ujel, bravo jaz. Treniraš. Kak dolg treniraš, dokler ti ne rata. Čist preprost recept. Zakaj enim ne rata? Zato, ko ne trenirajo dosti dolg. Zato, ko se niso, kak se to reče, ornk natrenirali, ornk povadili. Vaditi je treba. Tako vsako stvar. Če grem jaz zdaj laufat, lahko pol kroga odlaufam. Jutri ga bom lahko en krog. Čez en mesec bom lahko 2 kroga na štadionu odlaufala ali pa 3. Čez 10 letih bom pa 30 odlaufala. Se pravi, vaja, tako pri vsaki stvari. Grem trenirati, ampak vsi mi treniramo, sam kaj treniramo? Eni trenirate to, kar nočete, jaz pa treniram to, kar hočem. Sam to je razlika. Vi vadite tisto negativo, kak je težko, kak ste bogi, kak ste bolani, kak ste vloge žrtve, jaz pa vadim vlogo zmagovalca. Kaj vse naredi zmagovalc? Učim se od zmagovalcev, učim se od ljudi, ko imajo denar, tako kako bi jaz rada imela. Učim se od ljudi, ko imajo lepe partnerske odnose, kak pa njim to rata, kak oni razmišljajo, kak oni vidijo svojo ženo, kak ona vidi svojega partnerja. Učim se o denarju, kak ta človek razmišlja o denarju, ko ga ima, sprašujem ljudi, se pravi, imam fokus na to, kar želim. Treniram to, kar želim, ne pa, da treniram to, kar ne želim. To je razlika, Pijte vodo. In še mogoče najbolj pomemben korak pri vsem tem, če povzamem zdaj, se pravi, gospo, ko je vprašala, kak misliti, da se trudi misliti pozitivno, pa da ji ne gre, da ji lažje gre negativno, če povzamem, kako v težkih trenutkih misliti pozitivno. Potem, če povzamem, recimo, zakaj imam občutek, da ljudje, ki ne brskajo po sebi, včasih živijo boljše življenje, bla, 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 to bomo pa naslednjič odgovorili.
In če vse to povzamem, kaj delamo? Kaj ste pozabili delati? Sami sebi odgovorite, hvaležni ste pozabili biti. Ceniti ste pozabili stvari, ko jih imate. To je pa največji, najglobji korak, ki spreminja fokus, spreminja našo smer. Nimam, lepa, imam pa v kuhinji 4 stole, na katerih lahko sedimo in celo na en stol se mi hčerka usede. A veste, da koliko žensk ali pa koliko parov ali kdorkoli v življenju ne more imeti otroka? Jaz ga imam. A sem lahko zaradi tega najbolj srečen človek na svetu? Lahko sem. Fokus na to, kar imam. Imam elektriko. Koliko ljudi nima elektrike? Lahko sem z vami v živo na Facebooku. Imam za internet plačano položnico, kako se pač to reče na telefonu. Imam vodo, ko jo lahko pijem. A ste kdaj vzeli kozarc pa zavestno pil vodo? Prijel. Imam roke, ko se ga lahko dotikam. Čutim hladno, čutim steklo. Vse to je mogel eden narediti. Jaz sem lahko ta kozarc kupila. In greste počas, roko lahko dvignem. To vam je samoumevno. A veste, koliko ljudi ne more roke dvignati? A veste, koliko ljudi? Ali pa koliko ljudi sploh roke nima? Vam je pa to samoumevno, da imate roko, v kateri lahko držite kozarc. Samoumevno. Čisto samoumevno. In še enkrat vam rečem, če bi bili hvaležni, ne bi bili nesrečni. Človek, ki je srečen, je hvaležen. Človek, ki je nesrečen, je pozabil biti hvaležen. In tukaj ne odstopam niti za milimeter. Pozabili ste biti hvaležni. Fokus na to, kar imate. Pijete vodo. Čutite vodo v ustih. Pomislite na tiste otroke, ko vsako minuto umrejo, ko nimajo vode pa hrane. Pomislite na tiste, ko hodijo 5 kilometrov daleč z nekim rajnglom po vodo v vodnjak. Vi se pa samo stanete. Draga gospa se vstane, si natoči vodo iz pipe. Ima denar celo, da to vodo plača in je nesrečna. Fokus na hvaležnost. Kaj imamo? Ni samoumevno, da lahko kozarc primem. Ni samoumevno, da sem ga lahko kupila. Ni samoumevno, da imam 2 zdravi roke, ko ga držim. Ni samoumevno, da imam tako vodo, da jo lahko direkt iz pipe pijem, čeprav jo večina pijem izvirsko vodo iz narave. Ampak recimo, ni samoumevno, da lahko plačam vodo. Ni samoumevno, da imam topel dom, da imam elektriko, da imam stanovanje. Ni samoumevno. Ni samoumevno. In jaz, ko čistim stanovanje, ga čistim s spoštljivostjo, z ljubeznjo, ne z jezo. Včasih sem ga z jezo. Stanovanje, koliko sem jaz hvaležna, da imam tebe, koliko sem jaz hvaležna, da te lahko čistim, koliko sem jaz hvaležna, da lahko vse te tone upranih cun zložim, da imam za kom sploh zlaga, da imam otroke, za katerimi lahko zlagam perilo. Koliko sem jaz hvaležna, da imam pralni stroj, da imam denar za prašek. Včasih nisem imela denarja za prašek. Sem si sposojala prašek, a mi lahko daš en kozarček praška, da operem eno rundo, mi lahko daš en kozarček. Danes imam denar, da lahko kupim 10 kiš tistega praška. Sem hvaležna, pa ne kupim, pa še to pogledam, da je na tisti akciji, ker prav Daša kupujem, da bo v Mercatorju pa v Tušu na akciji, ne razmetavam z denarjem, sem hvaležna, da ga imam, se zahvalim, da ga imam. In ni samoumevno, da lahko kozarc vode primete. Dajte fokus na hvaležnost. Dajte fokus na to, kar imate, ne na tist težke pozitivno razmišljati. Ne, ni težk. Od začetka je mogoče, pol pa steče, pol pa gre. In tudi vam bo šlo, če je ratal men, bo ratal tudi vam. Pa stojim za temi besedami. In verjamem v vas, tako v mene verjame moja mentorca. Tako da, ne vem, napišite, če imate kaj za vprašati, ampak hvaležnost menja fokus. Hvaležnost ga menja, fokus pa kreira vaše življenje. Razumete? Hvaležnost menja fokus, fokus kreira vaše življenje. Hvaležnost menja vašo smer razmišljanja v tisto, kar ne želite, v to, kar že imate in zaradi tega, ker boste dali fokus na to, kar že imate, na eno obilje, samo eno, lahko najdete,
sam vodo, imam najbolj srečen šok na svetu, sem, ko imam vodo, pa ko še imam tale glas, pa ko imam roke in s tem, ko jaz spreminjala svoj fokus, bom spreminjala, bom višala svojo vibracijo, meni bo na vseh področjih vse rastli gor. Če pa jaz imela fokus, joj, razmišljati, prijetno je težko, razmišljati pozitivno je težko, kak je to težko, in sem se zacikla in sem cel dan v tem in vse, kar se mi bo od zunaj pokazalo, bo imel težo, bo imel točno to, kar jaz razmišljam, se mi od zunaj kaže. Zakaj se pa meni take stvari dogajajo, da dobesedno, ne vem, se mi zdi, ali letim, ali lebdim, ali sem tu na zemlji, ali nisem na zemlji, ko me res, wow, to si pa res še v sanjah, nisem mislila, da je mogoče, da lahko takega človeka srečam. Ali pa da se mi lahko tole zgodi, kar se mi je včeraj zgodil. Še v sanjah si nisem mislila. Še v sanjah, ne. Bila sem zadovoljna z 100-krat kaj druga, recimo, ne. In da sem si pa alarm obenih naštimala, zato ker moram nekam nujno poklicati, ker že vsak dan sem pozabila, ampak ok. Tako da to je to. Se pravi, fokus na srečo, fokus na ozdravitev, fokus na to, koliko denarja želite. Vaš fokus kreira, ustvarja, riše, piše vaše življenje. Kdo je odgovoren za vaše življenje? Vi, z vašim fokusom. Mogoče ta zadnji stavek. Srečen človek je hvaležen, nesrečen človek je pozabil biti hvaležen. Tu se podpišem. Tako da rada vas imam, bodite fajn, hvala vsem, ko ste bili z mano, Simon, blablabla, ne znam prebrati, se ni važno, v glavnem, napište mi tole vprašanja v tale Messenger, na zasebno sporočilo, z veseljem odgovorim. Zdaj sem kar ene parim odgovorila, ko ste imeli podobna vprašanja, tako da 10 ljudem sem odgovorila, najmanj, imejte se radi sebe, druge, spoštujte se, dajte sebe na prvo mesto, če je vaša čaša polna, če je vaše čaše kipi, pa lahko date celemu svetu, prazni, ne morete nič. Ok, čau, se vidimo.